Hej, hej, vita živjo, dobrodošli v tretjem dnevu našega popotovanja, začinjenega popotovanja. In evo, gremo na tretjo začimbico. Kaj misliš, da je? Jaz sem zbrala kot tretjo začimbico notranji mir. Ja? Ker brez tega notranjega mira ne moreš začutiti sebe, svojega srca, kaj ti šepeta. Kar gremo spet v krog, torej, če jaz ne slišim svojega srca, potem ne morem izraziti svoje ljubezni do sebe, kar vpliva na odnose in seveda samozavest, odločnost, pogum. Ok, tako da tretja začimba zelo, zelo pomembna in ti predlagam, da res delaš na njej vsak dan, da se vsak dan umirjaš, da vsak dan dihaš s celim telesom. Če ne veš kako, by the way, lahko mi pišeš, pa te usmerim. Imam delavnico dihanja v živo, online program dihanja in pa na moji vadbi tudi vedno začnemo z celostnim dihanjem, da se umirimo, da se naš živčni sistem najprej umiri, da lahko potem v miru gremo v gibanje. Zdaj to prispodobo lahko daš tudi v svoje življenje. To pomeni, zjutraj, ko se vstanem, kaj narediš? Ali noriš pobajt, ker se ti mudi? Ali v bistvu se najprej predihaš in umirjeno vstaneš, greš v kakšno meditacijo in potem v miru narediš ta svoj jutranji proces. Prav zanima me, daj mi napiš, a si v prvi naglici zjutraj ali si v tem drugem umirjenem procesu vstajanja zjutraj, ne? In priprave na dan in tako dalje. Ok, res me zanima in daj mi napiš to. Ok? Tako da zato te res botrim, da enostavno začni delati na dihanju, notranjem umirjanju, ja, da boš končno lahko začutila notranji mir. Jaz vem, da se čez dan življenje zgodi in da je ta situacija tretja naglica, stres, tuf, včasih kar vse pada, pa si v prometu in gužva, ne. Evo, sem že začutila tole vibracijo. Noro, a ne? Tako da ja, gremo nazaj v notranji mir. Notranji mir te naj te spremlja vsak ljubi dan, čez cel dan. Zato je res pomembno, kako začneš dan. Ali v naglici, ali v notranjem miru s poglobljenim dihanjem. Ja? Ful pomemben, tako da tale message se meni zdi zelo ful dragocen, tako da napiš mi, kak se tebi zdi ta message. Napiš mi v bistvu, kak si ga začutila, pa seveda me zanima, a si prva ali si druga zjutraj. To me res zanima, koliko v bistvu nas že dela v bistvu na tem notranjem miru. Ne? Tako da bom ful vesela tega feedbacka. Okay? Kako prideš do notranjega mira? Ful nekih je, bom rekla, poti do notranjega mira. Že to, da greš v naravo, recimo. Ne? Že to, da sam predihaš telo. Že to, da si daš eno lepo mirno muziko in enostavno sam dihaš, ozaveščaš dih in se res osredotočiš na ta dih
in samo predihaš celotno telo. Ja, evo, to je pa zdaj ena naloga še zraven. Ti dam izziv, nalogo, da danes predihaš celotno telo. Da greš v miren kotiček, lahko greš tudi v naravo, čeprav je zdaj mraz in tako naprej, nič hudega, skozi nos dihamo, vse ok. Ja, in enostavno se umiriš. Narava ti bo še pomagala, boš v bistvu lahko šla še v večji, tisti notranji, globoki mir. A ne? Tako da, evo, ti dam nalogo, pa napiš, kako ti je šla. Ne? Tako da razne meditacije imamo. Jaz recimo imam zvočne kopeli, zvočne meditacije. Zdajle imam res čudovito zvočno meditacijo, prvič online s kristalkami, tibetankami in res bomo delali čudovite stvari, pripravljali se bomo na prav novo leto, spuščali bomo leto, staro leto, da bomo lahko šli res čist lahkotno v novo leto. Tako da, evo, srčno priporočam. Bom podala tudi link, če bo koga zanimalo, da se lahko prijavi. Tako da, zdaj pa še mlaj in bo še toliko vse lažje spuščati. Tako da res, jaz ne bi tega spustila, no, ker je ful dragoceno, kristalke ful pomagajo in ful lahko narediš en preboj in premik in transformacijo. Tako da srčno povabljena in res imaš dva dogodka, torej online gongkopel, torej gongkopel na mlaj, torej v soboto se vidimo na gongkopeli, v nedeljo zvečer pa se vidimo na meditaciji, torej skledice. Ne? Evo, potem kaj še? Notranji mir je tudi za nekoga, da pleše, za nekoga, da slika, za nekoga, da kuha, recimo, se umiri in gre v svojo kreacijo. V bistvu notranji mir je tudi kreacija in ustvarjanje. Takrat, ko si v kreaciji in ustvarjaš, si res v svojem stebru in res si tudi v svojem notranjem miru. Ampak ko res tisto pristno ustvarjaš, kot čutiš. Ja, evo še ena iztočnica. Še ena stvar, ki te lahko pomiri in ti pomaga pri meditacijah ali preden greš spat, pa je tale čudovita lunina kristalna esenca, notranji mir. Torej, zapakirano ima vibracijo notranjega miru in res ful pomaga. Res ful pomaga, tako kot imam jaz recimo izkušnjo, oziroma mi pravijo pač moje čudovite čarobnice, ki to uporabljajo, da v bistvu jo sam primejo in se že pomirijo. Tako da ponavljam še enkrat, za te energije in vibracije se je treba najprej odpreti. Ja, in verjeti v te stvari. Če ne verjameš, imaš blokado in esenca ne more priti do tebe. Ok? Tako da, evo, lahko si misliš Božička na moji spletni strani, imaš popustek, tako da z veseljem, mislim, da je še ene par telih notranjih miru, ker tele so kar dost pogoste, no. Tako da, če si začutila, da bi jo imela, malce pohiti, da ne bo prej zaloga pošla. Tako da, evo, to je bil naš 3. dan in na koncu nam ostane še afirmacija. Afirmacija pa danes naj bo bolj, bom rekla, to-do oblike, torej se umiriš, daš roko na srce, zapreš oči in sam rečeš, čutim notranji mir. In si to ponavljaš toliko dolgo, dokler se ne umiriš.
Torej, ko si v naglici, kjerkoli, ne vem, tudi v prometu, če stojiš, če voziš, Bog ne daj, če stojiš, zapreš oči, čutim notranji mir. Ok? In probaj to vibracijo začutiti. Fajn je, da si govoriš na glas, zato ker glas je vibracija in sama že ustvarjaš to vibracijo. Še en bombonček. Ok? Tako da in s tem bombončkom se danes tudi poslavljam. Srčno te objemam in se vidiva jutri. Vita živjo!